Radio SI Main Stage. Ič, kar bi poslovenili kot Srbež, so bili leta 2018 še projekt 3 entuziastov z goriškega konca. Ti so prvotne ideje z telefona vztrajno nadgrajevali in kmalu se je razvilo nekaj sočnih in zelo iskrenih avtorskih skladb, ki so stopale na področje pop, rock in indie glasbe. Skupina se je lani uvrstila med 5 izbrancev natečaja Radio SI 35 Years for You. Danes je Ič novogoriški kvartet, ki navkljub svojemu imenu pa ne zveni nič kaj razdraženo. Zasedba z Markom Siličem na čelu se rock glasbe loteva z veliko lahkotnostjo in neobremenjenostjo. Njihove melodije so skrbno dodelane, prav tako besedila. Zanimivo bo videti, kam bo skupino zaneslo v prihodnje. No, mi smo vsekakor izjemno veseli, da jih danes ob 36. rojstnem dnevu Radia SI pozdravljamo na našem Radio SI Main Stageu. Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Kdor čaka, dočaka tudi zasedbo Ič. Dobro jutro. Marko Silič, lep pozdrav. Živja. V mesecu maju smo imeli najprej napovedano, potem je pa prišla vmes bolezen, kot v teh časih pač je. Ampak splačalo se je čakati, vreme danes igra skupaj zasedbo Ič. Ne? Lepo sončka je, tle. Najprej moramo seveda popraviti. V zadnjem času ste nekako postali kvintet, ne? Vas je 5 po novem. Ja, po sili razmer oziroma mene smo malo razbremenili, tako da zdaj v glavnem samo pojem. Prej sem tudi jaz špilal kitaro in zdaj sem bolj na easy. No. To se pravi, če rečeva, razširjena rockerska zasedba, se pravi bobni, bas in 2 kitari, ja. Vokal. Ja. Pa še malo akustika sem pa tja poprimem. Da je bolj zanimivo. Dobro. Slišal si, povedali smo kaj in kako zasedbo Ič, eni iz zmagovalcev lanskega natečaja. Pridno rolamo seveda tudi komad Dust in Teči. Videospot ste tudi posneli, ne? Sem videl za skladbo Teči. Za Teči smo uraden videospot, ja, za Dust pa smo malo tle iz studia spodaj, ker smo snemali, pobrali pa posnetko in malo zlepili skupaj. Ampak je dobro izpadlo, no? Helena, če se spomniš, ne, v 90-ih letih je prišlo veliko glasbe z otoka. Nekako, ko poslušam zasedbo Ič, in to je kompliment, ne, ja. Se sliši, ne, ta Britpop iz 90-ih. Ne. Ja, meni prihajajo ti občutki osnovne šole in Oasis in tako naprej. Ja, taki malce poredni fantje. Hvala, kot prvo. Zdaj jaz kot avtor ne dojemem tega tako pač. Ja. Meni so so. Ne, saj šlo je, v bistvu bi kompliment za to, da je... Ampak tako, vsekakor odraščal sem 90-ih in vpliv imam, tako da tisto se ne skrije. Kaj pa recimo ravno z tega področja britanskega, tako imenovanega Britpopa, kaj bi recimo tebi bilo najbolj in ali pa najbolj poslušljivo? Kar se tiče britanske, bi se zavrtel malo bolj 60, recimo. Sem bolj od Stonesov in tako. No. Še bolj v zgodovino, še bolj v tisto primatno glasbo. Ne? Ja. Zasedba Ič ima ime zanimivo. Ne? Ič. Zdaj, če greš poguglat, najprej ne najdeš vas. Ne? Odkot je prišla ta Srbiča? Poimenovanje za band. Se pravi, Ič, Srbečica, nekako da poslušalca posrbi malo po emocijah, da ga ne pusti ravnodušnega, no? Da se malo, ko posluša naše pesmi, ne? Da udarijo neko emocijo ven. To je cilj, da tudi malce razmišlja? Tudi, seveda, kar danes ti muziki krije je bolj redkost. Ja, vse je narejeno za to, da se sprostimo. Ne? Ana Pupedan, dočakal sem nov dan, mislim, da dobra za začetek, no? Kar pomenska. Lepa, to je ena najboljših plat 90-ih Sloveniji zame, zaradi tega sem tudi izbral in evo. Prisluhnimo.
Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Ič, danes o 10:15 Facebook Live. Marko je z nami, sploh prvi koncert, ne, so se zdaj le pogovarjala. Prvi koncert je, ja, za Ič. Kaj to pomeni v bistvu, ne, zdaj po tolikih časih, ajde tam igrate na placu skupaj, vsak po svoje ustvarjate muziko, potem imate pa koncert pred kamero. Ne. In v živo. In v živo. Na radiju, ne. Ja, bomo sfurali, ne. Ja, vse se v letu 2021 pravzaprav zdi normalno, ne. Ja. Če nekako povzamemo Ana Popedalne, dočakal sem nov dan, vsak dan znova in potem pač kaj prinese do večera in pol se vse skupaj sestavi, ne. Sej, tako je treba, vse tako je prav, ne. Tako bi naj bilo, ne. Pred enim letom je zasedba Ič torej snemala Dust in pa Teči. Prisluhnimo na kratko, kakšen vtis si takrat dobil o samem studiu 22. Huge. Zelo gromozanska zadeva. Fajn. Radio si radi poslušamo, se vrti dobra muzika, pa tudi nas so precej rolali in seveda, kaj pa ne. Torej, Huge je bil studio 22, se še spomniš, kako je bilo pred snemanjem, oziroma v snemanju preteklo leto? No, ena lepa izkušnja je bila, ne. Profesionalna. Visoki stropovi, ne? Za začetek je razlika od kakšnih vadbenih prostorov v kleti, ne? Kar smo vajeni, ja. Ne, lepa izkušnja, vse skupaj, cela zgodba je enkrat pozitivna. Tako da ste nekako, ne, se zasidrali tudi kot zasedba Ič, ne? Pa zraven dobili še enega člana, kot smo slišali na začetku. Ja, med tem je prišel še Aleš Vodopivec, k nam, kitarist. In plujete naprej. In plujete naprej. Helena, prej smo že malce omenili ta 90, v katerih smo nekako vsi odraščali in skupaj zasedbo Ič. Najprej smo, mislim, da mi na naših frekvencah začeli vrteti It and It Right. In kar nekaj sodelavcev, da ne bom rekel tudi sodelavk, je bilo presenečeni, da gre za slovenski band. Ja, zelo presenečeni, tako. Hvala za kompliment. Ja, nekako je izpadlo, ne, a ja, to pa imamo, a Ič, a to pa smo že vrteli, a te smo izbrali na natečaju, ne? A, tako je bilo? Ja. Aha. Tako da je nekako izpadlo zelo zanimivo, ne, kar se tega tiče. Smo pa seveda poprašali tudi, kot zmeraj vprašamo enega izmed naših glasbenih opremljevalcev, kaj je povedal o zasedbi Ič. Ič, ki so zmagovalci našega lanskega natečaja, so nas prepričali z njihovim indie zvokom, s pridihom Britpopa 90-ih. Tudi skladba posneta v našem studiu z naslovom Dust je pri poslušalcih naletela na pozitivne kritike in tudi zato so Ič postali nekakšna stalnica v etru Radia SI. Verjamem, da bodo z glasbenim udejstvovanjem v svojem stilu nadaljevali tudi v prihodnje. Sicer pa prisluhnite koncertu iz našega main stagea ob 10:15, morda prepričajo tudi vas. No, meni so prepričali, ampak kako se tebi zdi? Meni se zdijo, ne, vsaj če po Marku sodim, takšni pošteni fantje, ki niso v igri glasbe zaradi slave, ampak zato, ker to rabijo, ker muzika fajn, da lahko preživiš, ne. Ja. Ker jim muzika teče po žilah, po krvi. Ja, če nimam kitara, par dni pre sebe ratam, kar si tam baje, ne. Koliko časa recimo na dan pa glasbenik vseeno vadi, ne? Sploh v tem času, ko ste bili malce bolj zaprti. Jaz imam kitaro tam blizu kavča doma, tako da je skozi po rokah. No. Ves čas. Prej, tako v levem zgornjem žepu so cigareti, ne? Kitara je pa poleg desne roke, ali kako? Ja, glede cigaretov, prejšen pir, recimo, no. Dobro, no, ampak prej si omenil Stonese, ne, in ne hote človek, ali pa hote vidi seveda Richardsa, ne, za katerega nisem prepričan, ali mu kri, ne vem, filtrirajo redno, ali pa nas je malce naplahtal s to količino konzumacije. Vprašanje, če je vse res, ne? Tako po videzu sodeč nas ni naplahtal, ne. Vsaj ne nekaj začetnih let, ne. Je pa večen zgleda, da bo, mislim. Ja, očitno mu pač koristi, ne. Dokler furijo Stonesi, imamo še upanje vsi. Točno tako. No, ampak ko smo že pri upanju in pri bendih, večkrat glasbeni kritike pravijo, da v zadnjih 15-20 letih ni bilo pravega nekega novega roka, neke odkrite
ne vem, neke nove energije, neke novega zvoka, omenjajo Arctic Monkeys, omenjajo morda še kak drug band. No, naslednji band nekako po izboru tvojem oziroma zasedbe Kings of Leon, oni pa so eni izmed teh bandov, ki imajo nek svoj sound, ne? Ki so prišli morda z nekim novim zvokom. Ja, ko so prišli, mislim, da je bil 2003, Kings of Leon s prvim albumom je bil prav cmok, ne, s tem njihovim garage rockom, s tem njihovim soundom je vseh je zatreslo, no, in glasba pristna je rock and roll. Ja, in zanimivo, ne, pri zasedbi Kings of Leon nekako so odraščali na poti, ne. Starši so bili tudi glasbeniki, tudi stari starši, ne. Leon je načeloma tudi kao dedek, ki jih vse skupaj povezuje in kot so dejali, so odraščali brez televizije in v poslušanju starih plošč, ne. Tako da očitno ta vpliv glasbe, kot smo se prej že pogovarjali, ne, ob kateri si odraščal, nekako vpliva na zvok vsake zasedbe. Vsekakor, ne, pač se postane del tvoje osebnosti, ne. Dobro, prisluhnimo Kings of Leon in Red Morning Light. Yeah. Radio SI, Main Stage. Kako je recimo v italijanščini? No, prej so se pogovarjali zdaj v tej atrakciji Maneskin, ki je seveda z evropsko pesmijo oziroma z Eurovizijo nekako potegnila ven malce, bo neko trši rok v ospredje spet. Kako je živeti recimo ob meji z Italijo in kako dojema recimo Marko oziroma zasedba ta neki italijanski rock revival zdaj? Mi smo, kar se tiče z italijansko glasbo, pri nas zelo povezani sploh. In mislim, da smo lahko veseli, da jih razumemo, ker ima veličastno glasbo. Že vse skozi vsa leta. Je odvisno od jezika, se ti zdi, da je slovenščina mogoče manj spevna, manj primerna za določeno zvrst glasbe, ali je pač v drugih jezikih lažje spesniti, recimo kakšno rimo narediti? To je seveda težko vprašanje, ampak zdaj zahteva čisto prvi odgovor. Kaj ti pade na pamet? Ne vem, jaz poslušam dosti angleške muzika, slovenska sem vedno bolj malo, zaradi tega mi zmeraj prije, ko primem kitaro in oprem usta, mi zazveni prva angleščina ven, ne. In potem pa to nagrajujem. In potem gre tako naprej. Dobro, Marka, hvala za enkrat. Ponovno se boš odpravil malce preveriti sam oder in se ponovno v studiu glasiš čez dobrih 20 minut. Hvala za enkrat. Hvala vam. Radio SI, Main Stage. Tako je, Main Stage. Marka je zamenjal Nenad pred mikrofonom. Nenad, te pozdrav. Lep pozdrav. Zasedba že z Markom smo ugotovili, da je to danes nek prvi koncert, ne? Po zelo dolgem času, pa še to brez publike. V bistvu je naš prvi koncert. Nikoli ni stal na odru, tako da res. No, evo, imate to ekskluzivo. Se pravi, 3 ste bili na začetku, pa je prišel še 4, ne? Pol ste pa, ko smo se pogovarjali, ugotovili, da bi bilo bolje, če bi Marko imel lahko več prostora, da bi se ukvarjal s petjem. Ta COVID nam je nekako tako stvari obrnil na glavo, ne? Ker itak smo imeli dejansko nekako plane nekje marca lani začeti, pa nam je COVID vse skupaj povozil. In ko se skupaj bilo tako ležerno, poleti, ko so bile stvari bolj normalne, je Aleš vskočil noter, pa je nekako tako, vse imamo čas, pa dajmo probati še to, ne. In se stvar prijela, tako da smo pol Teči, recimo, ki je bil tukaj posnet delno, smo pol dokončali še z njim, tako da je pri zadnjem singlu on tudi na kitari. Pa tudi na odru z nami seveda, ne. No in če zdaj omeniva, ne, prvič koncert, pa samo ustvarjanje med epidemijo, pa seveda službene obveznosti. Torej kako, nekdo dobi idejo, potem pošle kak demo drugemu in potem si pošiljate fajle, ali imate kak plac, kjer igrate, vadite? Dejansko glede na našo pozno mladost, tako se dokaj sodobno spopadamo s to stvarjo, tako da dosti je bilo po mailu, pa ful malo kontakta fizičnega na začetku. Sploh pa po epidemiji pa sploh ne. Tako da večinoma stvari, z Milošem sva itak v dnevnem kontaktu, tako da ni bil problem. Bobne pa te stvari smo morali posneti skupaj, ni bilo druge izbire. Kar se kitar tiče pa teh stvari, bas in to je precej laufalo po mailu in kar se večinoma sem tudi jaz sam doma odigral, tako da je bila stvar pokrita kar tako, COVID. Kaj pa zdaj sam občutek, ne?
na strehi igrati. Ne? Zdaj, prostor je odprt, vsaj na vzgor. Meni je to tako malo poetično zanimivo, ker tako kot so Beatlesi končali na strehi, bomo mi dejansko prvi koncert imeli na strehi, tako da mi je kar tako zanimivo. Lepo sliši, ja. Sicer boste igrali proti soncu, ne? Zdaj ali bodo... noben problem to. Vse smo s Primorske. Primorski konec, Primorsko-Goriški verjetno ni nobena težava, ampak Borut, moraš pa priznati, ti sploh, ki si praktično že del radia, si 15 let, če se ne motim, da je to precej lepo darilo za naš današnji 36. rojstni dan. Prvi tudi, koncert Ič in 36 let radia si. Tako lušno vreme, tako da je super. Pa poleg tega imamo mi zelo veliko poslušalcev, ravno tam na severnem Primorskem. Kakšno je bilo takrat presenečenje slišati radio SI, ne? Brez da bi poznali to neko dolgo zgodovino več jezičnosti? V bistvu meni je radio SI že prej, jaz sem pred leti bil tukaj z enim drugim bendom, goriškim, in itak sem ga vedno spremljal, tako da mi je nekako Val 202 pa radio SI so mi nekako najbolj tako main radio, ne? Tako da ni bilo večjega presenečenja ob informaciji 36. Bila je pa velika čast, v bistvu, ko smo rekli, dajmo probati poslati na radio, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, in polk sem videl, da je nacionalka to sprejela, se rekel, ok, to je to. Mislim, da smo naredili svoje, to je to, ne? Stvar je v redu. In zdaj še koncert, ne? Ob koncu epidemije. Pa naj bo to sedaj popotnica, da se odpirajo koncerti in da boste lahko tisto napoved, ki je bila, mislim, da za leto 2019, tako, da greste na koncertne odre, da pač z rahlim zamikom, pa če je moralo tako biti tudi prav, pa naj pridejo sedaj v dupli verziji. Tako. In če se le da čim več na vašem koncu, ker je res krasno biti tukaj. Čudovito. Hvala lepa, Nenad, zaenkrat privoščimo si glasbeni premor. Bazar in Tina, to je nekako zgodovina, no? Ja. Sicer je Marko predvsem tako nagnjen na te viže primorske, ampak je, mislim, vsej smo se strinjali. Če njemu cool, nam je the best. Dobra. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage ob 10:15, prvi koncert zasedbe Ič, live stream, pol ure časa bo na voljo. Svojih komadov je Marko nekako, da jo imate dovolj, ampak odigrali boste tudi eno priredbo, ne? Ja, s to priredbo je malo simpatično izpadlo, zato ker smo imeli za nastopiti pred Eurosongom, pa smo si drznali izbrati italijansko predstavnico, ne? In polka je zmagala in mi nismo igrali, preden je zmagala, nam je tako malo potihem zatežilo, ne? Sam sem rekel, ok, če smo že izbrali, ne, pa tudi ostane, ne? Tako da bo verjetno ta komada ostala na repertoarju, da to te pol ure dopolnimo. Je pa nekako v naši blagi verziji, ni originalna verzija. Ampak sama zasedba Ič, glede na to, da ste poklicno dejavni seveda v dopoldanskem času, nekako dopisno ustvarjate, to smo že ugotovili, zdaj se bodo koncerti morda nekako odpirali, kot tudi obljubljajo. Najbrž bo ta želja zdaj po nekem živem igranju, po dokazu samemu sebi, da je vsa ta energija šla nekam, verjetno rezultirala tudi v kakšnih željah po snemanju albuma ali kako? Snemanje albuma je čudno vprašanje, zato ker je koncept albuma je tako malo zastarela zadeva, vsaj moje mnenje, tako ker glasba se ne več kupuje v fizični obliki in je na spletu dejansko funkcionirajo te playliste pa razne stvari in je itak težko priti noter, ker je bistveno več glasbe kot prej. Prej si pač imel 1 meter vinilk doma, to je bil to. Zdaj pa imaš glasbe neomejeno, tako da v kontakt z glasbo da prideš po drugih virih. In se mi zdi album mogoče, ko bomo nabrali dovolj singlov, pa bomo pol to dali še 2-3, da to izpade nek album, mogoče bo. Sam fizična oblika albuma pa mi je tako, ne vem, malo tuja. No, vse kot si dejal, ne? Zato pa je bilo takrat toliko teh album filerjev, ne? Skladb, ki so prišle za to, da je pač, če je bila plošča imela 2 strani, ne? Tako je, ja. Je bilo treba napolniti drugo stran. Se vračamo 50, ja, dobesedno, ne? Ja. So bili singli, ki so... To so bili singli. Tako. In v jukeboxu nekako pristali. In na radio. Singlom direkt na radio, ne? Plošča pa demo zavrteti. Razen, če se seveda nekdo loti narediti nek konceptualen album, kot je bil recimo Dark Side of the Moon, kjer pač seveda ne gre. Ja, sam mislim, da Dark Side of the Moon nikoli nobeden ne bo ponovil, ne? Ker ne vem, kdo si vzeme čas, da bi bilo kjer nov album poslušal več kot 1-krat, 2-krat, 3-krat je že malo. Ja, morda v naslednji epidemiji. Upam, ali pa ne vem, samo žalil sem, da se spet vrnemo na Dark Side of the Moon, to je problem. Res je. V bistvu je, mislim, da Kind of Blue od Miles Davisa. To je to, razumeš, to 2-3 plate so in to je to. Tam se folk vedno vrne in to je to, tam si doma. Ja, tam se je začelo, ne. Ja. Helena, imamo nekaj zanimivih vprašanj?
recimo, da so zanimiva. So preprosta. Nenad, od tebe terjajo, da za razmislek potrebuješ čim manj časa. Nekaj je vezano na te, nekaj je vezano na skupino. In lahko začneva? Komod? No, pa dajva. Kako je videti tvoj jutranji ritual? Zelo kratek, ker rad spim in ta današnja avantura je res carska. Vstati ob 4 zjutraj je ful dobro. Ne vem, ob 6 zjutraj približno vstanem, kava, blagi zajtrk in pol služba. Po službi to pridemo že na 5 popoldan, ne? Pol je še družina, pa take stvari in pol se stvari zategnejo do polnoči nekje z glasbo. Ne? Pač delam glasbo tudi na drugih področjih, nisem samo nekako član benda in producent Ič, sem pač tudi druge stvari, so mi všeč. In so dnevi v bistvu precej dolgi. Enkrat sem se ful zanimivo mi je bilo, so se z enim prijateljem sprla, da je škoda življenja, da bi spal, ne. Pa mislim, meni je ful lepo spat, ne. Pol sva pogruntala, da dejansko sva na drugi valovni dolžini. On gre prej spat, jaz pa ful pozno in v bistvu isto časa spiva. Tako. Da to je to. Tako. S katerimi 3 besedami bi opisal popoln dan? Popoln dan? No, mislim, da danes smo blizu. Koncert. Danes smo blizu. Ja, glasba. Danes smo blizu. Točno 3. Gremo naprej. Najljubša prostočasna aktivnost? Prostočasna? Ja, nažalost je to glasba, ne, ker je to samo v prostem času. Ne. Je pa res definitivno najljubša. S katerimi stvarmi rečeš stresu ne? Glasbo. Aha. Nenad in šport, da ali ne, in če da, katera zvrst? Če da. Šport je tako, ne. Raje ne, ampak imam soporogo, ki to rada vidi na meni. Ne. Tako da ja, mogoče kak blagi tek pa kolo. Knjiga, ki si jo nazadnje prebral? Joj, tukaj sem pa ful slab. Od kdaj je glasba v tvojem življenju? V bistvu zgodnjega otroštva, tam mislim, da pri 7 se mi zdi, da sem fotru najedel za kasete, tako da, ja. Na katerem prizorišču bi band Ič najraje igral? Joj, prizorišča so zdaj tako malo težko vprašanje, ker prizorišč ni, ne. Bi pa rad videl na kakem festivalu malo bolj, če se bodo festivali seveda vrnili, ne. Kakšen odnos ima skupina do družbenih omrežij? Ja, žal moraš biti del tega, ne. Pač moraš biti. Vse po eni strani je ful dobro, ker dejansko na ta način, kot smo mi glasbo sploh spravili do tega, prej ne bi bilo izvedljivo niti približno. Kdo v bendu je največji romantik in kdo največji humorist? Mislim, sem jaz kar obojno. Če bi se srečal danes na ulici kot 16-letnik, kaj bi si priporočil? Ja, če bi vedel, da pride COVID, bi zbral isto pot, ne? Če ne, pa mislim, da bi kar glasbo bolj zagrizel. Mogoče v italijanščini vse najboljše Radio SI za 36 let? Tanti auguri per il compleanno, Radio SI. Tako, to je to. Nenad, hvala lepa. Hvala vam. Ja, zato bomo pa zdaj kar nadaljevali z italijanščino. Rino Gaetano in... Se pričam, ko ste že pisali? Ma il cielo sempre più blu. Tako. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage ob 10:15, Facebook live koncert, vse skupaj bomo seveda posneli, objavili kasneje tudi na YouTubeu. Nenad, kakšna je bila prejle, ne, samo ogrevanje, pozicija, ne vem, zvok, kako je? Super je, super. Jaz mislim, da bo okej. Pač nismo pripravljeni maksimalno, ker zaradi COVID ukrepov in teh stvari pač je kot je, ampak mi bomo uživali definitivno. No in prej smo že malce omenili tudi sami načrti za prihodnost, nekako bolj vezani na kakšno izdajo singla kot takega. Tudi državna omrežja smo ugotovili, nekako spadajo v neko nujnost. Ampak recimo, ne, če pogledamo zdaj naprej v poletje, kakšni so načrti za zasedbo Ič, če se ponudi morda kakšna priložnost za igranje, seveda boste najbolj zagrabili. Ja, definitivno. Pač mi smo zdaj pripravili celoten repertoar, ki smo ga že imeli pripravljenega, spet spravili staro kondicijo in čakali na bilo kjero ponudbo. Premljili inštrumente in gremo, ne.
Kaj praviš, Helena? Bodo danes vse inštrumente odnesli domov ali bodo od veselja na koncu razbili kakšno kitaro? Ja, v duhu starega, dobrega rock'n'rolla. Ja, bom čist iskrena, Marko je bil prej malce tako sumljiv, da bi lahko prišlo do kakšne ekstaze, ja, ampak mislim, vsekakor da to ne bo prišlo upoštev, ker če ne, mislim, mojo kitaro ima. No, da vprašam, zate je precej verjetno neprecenljiva, ampak če greš danes v trgovino, koliko stane recimo takšen inštrument? Inštrument je smešno, zato ker sem jaz se bližam 40-mu, tako da sem okusil tisto realno življenje, ne? Ko sem pri 15-ih prvič videl Gibsona v živo, pa so se mi res, kot bi Kristusa videl, ne? To ima danes vsak mulc doma, ne? To se danes skupaj brez nobenega problema in nekako iz posmeha se trudim igrati na poceni inštrumente. Imam doma hude kitare, ni problem, ne? Lahko bi si kupil karkoli. Res mi je lepo, da ne služim denar z glasbo, tako da si lahko stvari kupim iz užitka. Ampak mislim, da nima isto vrednost, da ni to. Ampak kakovost inštrumenta pa bi lahko to primeril recimo danes z oblačili. Nosiš eno leto, pa vržeš stran, ampak verjetno pri inštrumentih ni to. Je podobno? Je podobno, ker je v bistvu tudi visoke pete, dvomim, da ženska kupi visoko kakovostne čevlje. Pač kupi neki za 20-30 evrov, daj mu na karkoli, pač oprostite za reklamo, kjerkoli kupi, ne? In isto je s kitaro. Jaz imam doma neke kitare, ki so stilno bolj nekako usmerjene, niso predrage, zato ker tistega stila nisem vrhunc v tem stilu in mi je nekako brez veze, da bi zdaj zapravil 2 ure za kitaro, ki vsako toliko prima v roke. Ne. No, se mi zdi pa to dobra taktika, recimo, kako odgovarjati ženi, zakaj je spet nova kitara. Ne bomo odpirali zdaj mem. Poglej, koliko čevljev imaš, kaj me sprašuješ. Barvne lestvice pa vse ostalo. Za kitaro. Definitivno. Ima žena večjo omaro za čevlje ali ti večji prostor za kitare? Ne, odpira o tem javno. Ono čevlje lahko zlaga eno na drugo. Kitare pa moraš eno poleg druge. Ženske smo neverjetno, ko pride do hrambe. Obstaja eno zanimivo pravilo. Kitaro moraš kupiti vedno v podobni barvi, da žena ne opazi, da je nova. Ne? Dobro. Jaz mislim, da smo ugotovili, da bo zasedba Ič danes uspešno odigrala. Za konec bomo privoščili še Stone Temple Pilots, še eni junaki 90-ih. Koliko si iz 90-ih potegnil iz grunge, iz tega Britpopa, iz kakšnega drugega alter rocka, kaj je bilo tisto, kaj je tebe vozilo v 90-ih? Definitivno so vplivi in Nirvane vseh ostalih bendov so bili pečat, ker takrat je muzika bila drugače servirana kot danes. Ne? Bil je MTV, rasel si dejansko s tistim, bil je radio, ni vrtel toliko tega, so bili, ampak ne to, ni bilo kot danes, res slišiš ful raznoliko glasbo. Tako je dejansko MTV krojil nekako okus, ni bilo toliko dostopa do vse glasbe kot danes, tako da kar si dobil kaseti in teh stvari za presnet, toliko so se pojavili pa kopirani CD-jev, pa so se odprla nova vrata. Ne. To so že pol 2000. Tako da. Ampak vse te CD-je smo mi seveda našli na ulici. Ne? Ja, mislim... Ne vem, pač padli so od nekot in si jih vzel. Ne? V bistvu je glasba, enkrat sem v enem vlogu, ne vem točno kdo je to, ampak ful mi je bilo genialno, da dejansko ima glasba je edina umetnost, ki odpira neke stvari, neke procese v možganih, ki te avtomatsko poveže na spomine. Jaz se spomnim marsikjerega CD-ja, kdo mi ga posodil, od koga sem si ga prekopiral, kasete, res full. Današnje glasbe nima tega, nima te dodane vrednosti. Te pa definitivno poveže na, ne vem, se spomniš, da si bil na morju tam, pa res dlake po koncu, pa vse te stvari vsaj meni, ne vem, kako je vama, pa meni je res. In da lahko seveda spomini ostanejo tudi nekateri samo za posameznika, ne? Da ni potrebno vse povedati. Ja, vse. Dobro, hvala lepa, Nenad, za obisk. Hvala vam. Kateri komad bo prvi, lahko zaupaš? Dust. Dobro, hvala lepa. Hvala vam. Radio SI Main Stage.